Dober dan. Danes je ponedeljek, 20. april 2026. Pred vami je popoldansko poročilo. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek se je pred 1. majem srečala s sindikalnimi predstavniki. Skupaj so poudarili, da je pravica do dostojnega dela temeljna človekova pravica, ki vključuje pravično plačilo in varne delovne pogoje. Sestanek je potekal v luči tragičnih delovnih nesreč. Letos je v Sloveniji v delovnih nesrečah umrlo že 10 delavcev. Minuli teden je v mariborskem podjetju umrl 22-letni delavec iz Bosne in Hercegovine, ko se je nanj zrušila kovinska konstrukcija. Na področju politike. Razmere na parlamentarnem parketu mesec po državnozborskih volitvah ostajajo stabilne, kaže aprilska anketa Nina Medije. Predsednica republike Nataša Pirc Musar nadaljuje posvete pri iskanju mandatarja, ki bi zbral dovolj podpore za sestavo vlade. Robert Golob se veseli dela v opoziciji, Janez Janša pa pravi, da je SDS pripravljen na vse scenarije. Hervis, avstrijska veriga športnih trgovin, bo zaprla vseh 21 svojih poslovalnic v Sloveniji. Novi lastnik hčerinskih družb se je po pregledu poslovanja odločil za postopno zaprtje. Enaka usoda čaka Hervisove trgovine na Hrvaškem in v Nemčiji. V sredo se bo znižala cena pogonskih goriv. Liter 95-oktanskega bencina bo stal 1,605 €, dizelsko gorivo 1,736 €, kurilno olje pa 1,386 €. Mariborski kriminalisti so na tožilstvo vložili kazensko ovadbo zoper 3 osumljence in eno gospodarsko družbo z območja Maribora. Osumljencem se očita, da so z dogovorom in izdajanjem poslovnih skrivnosti nezakonito prišli do posla na javnem razpisu enega od javnih zavodov. Ministrstvo za zunanje zadeve Slovencem odsvetuje vse nenujne poti na Bližnji vzhod in Kubo pred prvomajskimi počitnicami. Turčija, Ciper in Egipt so ocenjeni kot varni. Fiskalni svet opozarja, da se javnofinančna gibanja v Sloveniji vse bolj oddaljujejo od ciljev vzdržnosti. Že letos bo kumulativno odstopanje neto javnofinančnih izdatkov preseglo dovoljeno mejo glede na fiskalna pravila Evropske unije. Preventivno umikanje otroške hrane. Trgovine Spar, Mercator in Tuš so s polic umaknile otroško hrano Hip v steklenih kozarčkih, potem ko so v Avstriji odkrili strup za podgane. Po informacijah zdravstvenega inšpektorata sporni izdelki v Sloveniji niso bili v prodaji. V prometni nesreči v naselju Lomanoše je popoldne umrl 23-letni voznik motornega kolesa. Ponesrečenec je trčil z avtomobilom. 19-letni sopotnik na motorju je bil poškodovan in odpeljan v bolnišnico. Gorska reševalna zveza poroča o zahtevni reševalni akciji na severni steni Triglava. Ponoči je planince presenetila tema, reševalci pa opozarjajo na izjemno zahtevne razmere v visokogorju v tem letnem času. V Pomurju suša že kaže zobe. Sredi spomladanske setve Slovenija namaka le 1% obdelovalnih površin, kar strokovnjaki označujejo kot nezadostno glede na izzive podnebnih sprememb. To so bile glavne novice za danes. Bodite varni in do naslednjega srečanja.